Ponosni smo na njegovo rojstno mesto, tudi sam kot župan. Ponosni smo na njegovo zgodovino, na njegove dosežke in pravzaprav lahko rečem, da smo ponosni tudi na tiste Kamničane, ki so leta 1970 na tem mestu tu postavili ta monumentalni spomenik v časih, ko ni bilo preveč na glas dobro govoriti o Rudolfu Maissu. Časi se spreminjajo, mi se spreminjamo z njimi in seveda mi smo že skoraj 20 leti v novi domovini, o kateri je sanjal tudi Rudolf Maister, ki so jo izbojevali, izsanjali naši očetje, naši dedje, general Maister in konec koncev tudi naša generacija. Naša generacija, ki je pravzaprav prestopila iz tisočletja v novo tisočletje, ki si je v tem obdobju izborila samostojnost, ki je dobila svoj visok status v evroatlantskih povezavah in še posebej, kar je pomembno, v Evropski uniji. Veste, Slovenci smo včasih v zadregi, koga imeti za vzor med zgodovinskimi vojaškimi osebnostmi. Teh v različnih zgodovinskih obdobjih ni bilo malo in vsaka od njih je zaznamovala določeno obdobje. Pa vendarle, ko Slovenci ocenjujemo zgodovinske osebnosti, zelo radi in hitro trčimo na njihove takšne in drugačne, največkrat politične opredelitve. Ob tem pa pozabimo, da je domoljubje pravzaprav največja vrednota in da je večja od vsakodnevnih političnih opredelitev in ne bi smela biti povezana z različnimi ideologijami. General Maister je bil človek, ki bi mu težko pridali politični predznak. Pravzaprav je bil glede tega zelo nevtralen. Tisto, kar ga je še najbolj zaznamovalo, je bila ljubezen do domovine, ki je bilo tako težko pomagati do samostojnosti in do meja. In tako tega velikega rodoljuba pojmujemo še danes. Njegovo domoljubje nam je lahko vzor in spodbuda tudi danes. Danes je z nami nekaj pomembnih pripadnikov Slovenske vojske. In vedeti moramo, da je tudi Slovenska vojska danes in da mora biti tudi v prihodnje politično nevtralna, da je od nas vseh in da je domoljubje ena izmed osnov, na katerih temelji. Za svoj prispevek pri prvem poskusu oblikovanja slovenske države in njene vojske si zasluži veliko spoštovanje, pa tudi čast. Jaz vem, da tu v Kamniku, njegovem rojstnem mestu, za to čast skrbite. Ampak, če pogledamo vojaško tradicijo ter leta prizadevanj in boja Slovencev za svojo državo, opazimo tudi povečanje pomena vojaškega znanja, ki je nepogrešljiv del znanja družbe, države, znanja, ki ga mora imeti in razvijati vsak narod. Kot vojaški poveljnik, znan po svojem uporništvu in domoljubju, je general Maister v kaosu razpadajoče večnacionalne monarhije ustanavljal novo slovensko vojsko ter jo pripravljal za bojne akcije. Začutil je priložnost za nastanek slovenske nacionalne države ter svoje znanje in vojaške izkušnje usmeril v uresničitev prav teh sanj. Morda je bilo to takrat neke vrste vojaška predrznost, ampak zanesljivo tudi neustrašnost, globoka slovenska narodna zavest ter osebno spoznanje, da se ponuja enkratna zgodovinska priložnost. Vse to, kar je razumel takrat Maister, so prvine, ki so oblikovale njega, njegov čas, njegove borce, soborce za severno mejo, ki so takrat na braniku slovenske narodne meje, torej v letih 1918 in 1919, skrbeli za tisto, kar se nam danes zdi samoumevno. Občani, čestitam vam ob vašem občinskem prazniku in vam želim, da bi bili še naprej ponosni na našega generala, ki je svojo življenjsko zgodbo začel tu v Kamniku. Čestitam vam tudi zato, ker nas nenehno vsako leto spominjate na to, da je general Maister še vedno vir našega skupnega navdiha,
in naše skrbi za vojaško zgodovino, za vojaško kulturo in tudi za našo prihodnost. Zahvaljujem se vam za vso to vašo skrb in upam, da bomo skupaj z vami lahko postali ponosni ne samo na generala Maestra, temveč tudi na vse tiste pripadnike in pripadnice Slovenske vojske, ki morajo skupaj z vami in skupaj z nami nositi v sebi ta duh, te vrednote, te želje in ta pričakovanja in to moč rodoljubja,